Živjo, živjo, dragi moji. Evo, jaz tule v eni džungli ob Savini, ob reki Savini. Upam, da se vidimo, da se slišimo, da je vse ok. V naslov videa sem zapisala, ali občutite željo po miru. Najprej, da ne pozabim, za Bohinj so ostali še 2 prosti mesti. Prijavite se na povezavi, ki je nad tem videom, če začutite željo po miru. Ok, zakaj govorim, da rabite začutiti, dobesedno začutiti, da ste žejni miru? Dobesedno rabite začutiti, da ste žejni ljubezni. Začutite to željo po tem. Ker če boste začutili to željo, potem je to to. Potem ste pripravljeni, da poiščete učitelja, ki vam lahko pri tem pomaga. Osebo, kakorkoli. Okay. In zakaj pravim, par stvari sem si danes zapisala, zato da ne skačem sem pa tja. Zakaj pravim željo po miru, po ljubezni? Zato, ker samo človek, ki čuti željo po tem, da bi dosegel notranji mir in ljubezen, da bi občutil to svobodo, to svetlobo, kar on je pripravljen na samo spoznanje. In samo spoznanje se začne tako, da občutite željo, da spoznate sami sebe. Ok. Brez tega, brez te želje, da živijo, Boža, živijo, brez te želje po tem notranjem miru in ljubezni, svobodi, po čemerkoli zdaj hrepenite, kar se vam tako ali tako oddaljuje, smo v prejšnjem videu povedali, če hrepenite, brez te želje, brez veze, čist brez veze. Se pravi, samo spoznanje samega sebe se začne z željo po tem, da želite spoznati same sebe. In če greste na pot samo spoznavanja, zato, da bi potrdili svoja prepričanja, svoja obstoječa prepričanja, ki jih imate o življenju, kakršnakoli življenje je borba, denar je težko zaslužiti, otroci so nesramni, moj oče je kriv za to, da sem jaz zanj taka, država je kriva za to pa to. Se pravi, če želite ta obstoječa prepričanja na tej poti samospoznavanja potrditi, potem nima smisla, da greste na to pot. Če pa občutite potrebo po izkustvu, da spoznate, kdo ste v resnici, potem vas pa vabim na to pot. Če kdo začuti, je lahko to z menoj, tako sem rekla, ostali sta še 2 prosti mesti za Bohinj. Večino časa bomo v Bohinju preživeli v tišini. Zakaj v tišini? Zato, ker samo v tišini lahko slišimo sami sebe. In ko imate enkrat sami sebe, draga moji, to vam je vse razodeto. Res, da še jaz pol učim, kako do jasnovidnosti, jasnoslišnosti in tako naprej, ampak to za en drug video. Ok. Zdaj pa pogledam, kaj sem si zapisala. Bi rekla nekako tako, da je mogoče res, da se življenje izven nas ves čas spreminja. Ampak, ko smo mi povezani s svojo notranjostjo, mi vodimo to življenje v željeno smer.
Drugače nas pa premetava levo, desno, gor, dol, sem pa tja z boleznimi, z trpljenjem, z mučenjem, z nezadovoljstvom, z žalostjo, z obupom. Ok, ampak zato, ker življenje vodi nas, lahko pa mi vodimo življenje s popolno lahkotnostjo, z mirom in z ljubeznijo in popolnim razumevanjem do vseh živih bitij, do vsega, kar se okoli nas dogaja, izven nas. Čeprav nič se ne dogaja izven nas, ampak bomo šli globje na kakih vikend oddihih, zato jih delam. Imate minimalno investicijo za to, kar boste dobili. Res je, da je vrednost tega, kar vam jaz dam na teh oddihih, neprecenljiva, nima vrednosti, kar boste tudi sami ocenili in boste na koncu rekli: Nataša, jaz bi 10 000 evrov dala za to, da bi to doživela. Je pa res smešen znesek za to, kar dobite. Imamo svojega kuharja, ki nam bo kuhal lokalno pripravljeno svežo hrano. Čakajo vas 3 krasni obroki na dan in čaka vas to, da boste uvideli, da se boste nehali obremenjevati s prihodnostjo, s preteklostjo. Nehali se boste obremenjevati z različnimi vlogami, ki jih imate v življenju. In kar si jaz želim je, da prenehate biti učenec, kar si jaz želim je, da preneha v vašem življenju vso trpljenje, vsa borba, vsa žalost, vsi strahovi, vsa nemoč in da se preneha tudi pretirano veselje, pretirana sreča, hrepenenje in to se preneha takrat, ko vi odkrijete sami sebe. In zato vas res vabim na to nepozabno vašo prvo tako izkušnjo, kjer boste našli sebe. In spoznanje, da v življenju nič ni stalno, je osvobajajoče. Se pravi, osvobodimo se nekih okov, bremen, blokad, ko spoznamo, da ni treba, da bolezen večno traja, da ni treba, da pomanjkanje denarja večno traja, da tudi ni treba, da če imamo milijone, da smo nezadovoljni, da hitimo, da smo nesrečni, da imamo peko v glavi. Nič nam ne pomeni Gucci, Armani, Calvin Klein, Max Mara, čevlji za 1000 evrov, plašč za 5000 evrov, če imamo mi peko v nas samih. Ok. In nehite gledati nehite se primerjati z ljudmi, ki mislite, da imajo več. Če se že primerjate, potem se primerjate z ljudmi, ki imajo manj od vas. Ampak nehite se primerjati, ker človek, ki je resnično povezan sam s seboj, zdaj eni temu pravite razsvetljen, ki je povezan sam s seboj, to je bistvo vsega, je skromen. Pa ne mislim v skromnosti to, da zdaj nima denarja, da nima tega, da vse to ima. Zato, ker je vse to samo energija. Ampak to je najbolj skromen človek v svoji notranjosti. Najbolj, samo da se spomnim izraza, da mi pride, najbolj nepodložen, ampak se mi bo prišel ta izraz. Se pravi, poskušajte najti sami sebe. Zdaj bomo naredili eno vajo. Vajo pa zato, da me ne boste gledali, ker rabimo doseči stanje
brez sodb. Se pravi, sodba je tudi, Nataša je lepa, Nataša ima lepa očala, Nataša ima lepe zobe, ali pa sodba je tudi, Nataša ima čudno frizuro, Nataši pa bolj pašejo roza očala, ali pa kakorkoli. Se pravi, brez vseh kritik, brez vseh sodb je vaša naloga, da se začnete družiti z ljudmi in da začnete poslušati ljudi. V kakršnikoli sredini se znajdete, pa naj bo to brezdomec, to so zdaj sodbe, zavestno jih izgovarjam, ali naj bo to alkoholik, ali naj bo to ne vem, ker človek, ko vam gre najbolj na živce, se boste naučili ga poslušati, videti, gledati brez sodb. Ker to je pogoj za to, da slišite sami sebe. Ker vsaka sodba je vaša sodba. In zdaj se boste naučili in imate nalogo v naslednjem tednu, da greste med ljudi, ki vam grejo res na živce, ki se ne bi nikoli družili z njimi, ki jih zelo sodite, da greste v njihovo sredino in jih začnete poslušati, slišati. Ker ravno ti ljudje, ko jih boste poslušali brez kritik, brez sodb, brez obsojanja, vam prinašajo največja in najglobja sporočila vas samih. Zdaj pa zaprimo oči, naredimo en vdih, štejmo do 4, zadržimo vdih, štejmo do 4, naredimo en izdih, štejmo do 4 in spet počakamo, zadržimo izdih in štejmo do 4 in to še enkrat ponovimo. Vdih, izdih. Imamo zaprte oči, upam, da se dobro slišim, zdaj bom tudi jaz imela zaprte oči, da pridemo v povezavo sama s seboj oziroma s tem, kdo sem. Gremo v svoje srce in si predstavljamo svoje srce. Ni pomembno, kako v vašem svetu izgleda srce. Gremo v sredino med prsi in si predstavljamo naše srce. Lahko izgleda kot cvet, kot popek, kot, se pravi, od cvetlice, ali v obliki srca, ali kot organ. Kakorkoli se vam prikaže. Lahko je tudi kamen, karkoli. In zdaj nežno začnemo odpirati to srce. Nežno, ali ga odpremo, tako se vrata odpirajo, ali kot okno, ali pa enostavno naredimo tako, kot v tem trenutku čutimo. In razširimo to svoje srce na prostor, v katerem se trenutno nahajamo. Ker dajmo, jaz vam pomagam, razširimo svoje srce na prostor, v katerem se nahajamo. Super vam gre. Delamo energetsko vajo, ni pomembno, kako to izgleda, ni prav pa narobe. Sam naredite, vizualizirajte, odprite svoje srce in ga razširite na prostor, v katerem ste. Zdaj gremo ta vaš srček razširiti na cel kraj, v katerem se trenutno nahajate. Maribor, Celje, Ljubljana, Novo mesto. Ni pomembno, kako izgleda ta kraj, samo razširimo vaše srce. Super vam gre. Zdaj pa razširimo vaš srček na celo Slovenijo. Ni pomembno, kako izgleda Slovenija, samo razširimo, še. Zdaj pa gremo srček razširjati na cel svet, na celo zemljo. Ni pomembno, kako to v vašem svetu izgleda, samo razširimo. Dihamo, fokus na srček, na razširjanje. Imamo zaprte očke in zdaj majčkeno uživite v tem notranjem miru, v tem spokoju. Uživite sami s seboj,
Samo živite. Skupajte se v tem občutku miru in ljubezni. Imejte zaprte očke in me poslušajte z zaprtimi očmi. Eno si z vsem, kar te obdaja. Danes pojdi nekam in poišči svoj kamen. Vzemi ga v roki. Ta kamen je ustvaril Bog, inteligenca, informacija, prasila. Poglej v ta kamen, naj zate postane prosojen. Pojdi v njega in ga poskušaj pogledati, slišati, kaj ti sporoča iz notranjosti navzven. Potem se sprehodi do ene rastline, ne glej jo kot rastlino, glej jo kot najvišjo možno inteligenco. Eno si z njo. Poglej v rastlino, začuti jo, poveži se z njo in poišči sporočilo, ki te čaka v njej. Potem tretja stvar, ki jo boš danes naredil, poišči neko žival, ali imaš doma kužka, muco, papagaja, drugače pojdi v naravo, poišči eno žival, zlij se z njo svojim notranjim mirom in ljubeznijo, pojdi v njeno sredino, naj se tvoje oči poglobijo v njeno notranjost in poglej iz njene notranjosti navzven. In tu te čaka darilo, sporočilo, kdo je ta žival oziroma kdo si ti. Ko boste našli sebe, boste z vajo dosegli tudi jasnovidnost, jasnoslišnost in jasnočutnost. In naloga, ko sem vam jo danes predala, je pogoj za to. Lahko imate še zaprte očke, da boste lažje poslušali z srcem. Jaz jih bom odprla. Nič se ne dajte motiti in pogledala svoje zapise, kaj vam še imam danes za predati. Se pravi, ko je učenec pripravljen, je pripravljen tudi utišati svoje hotenje, svoje želje, svoje pomanjkanje, svoje sodbe, svoje kritike, svojo žalost, prevzeti popolno kontrolo nad svojimi mislimi in čustvi, zato da lahko pride do spoznanj, do informacij iz notranjega sveta. Ta notranji svet, kar ti si, je tudi kamen, rastlina, žival. Sploh kamen se ni rodil tako žival, pa ni zrasel tako žival, ampak ga je čista energija, prasila, inteligenca, informacija Bog ustvaril. In nauči se zliti s tem kamenjem in se pogovarjati z njim, kajti tam noter te čakajo sporočila, ki jih nosiš v sebi in ti bojo preko tega, kar sem naštela, pokazana. Ker imamo še zaprte očke, pejte v svoj srček in ga še enkrat razširite, zato da me boste res lahko slišali.
Vaša naloga je, da v sebi, poslušajte me, poslušajte srčkom, vaša naloga je, da v sebi popolnoma zadušite občutek, misel, da ste boljši ali slabši od bilo kogar. Ponavljam, vaša naloga, vaša vaja, naloga se vadi. Vaša naloga je, da v sebi popolnoma zadušite občutek, da ste boljši ali slabši od bilo kogar izven vas. S tem boste dosegli, da boste prišli do vašega vodstva, do sami sebe in do moči, ki so v vas. Zelo, zelo vam priporočam, da prisluhnete otrokom. Prisluhnete otrokom. Kajti ravno otroci, mlajši je boljše, žal. 4 mesece star otrok, ki joka, prisluhnite njegovemu joku. Prisluhnite njegovemu joku. Brez sodbe, kritike, brez svojih sodb, kaj je dobro, kaj je slabo, brez svojih čustev in misli. Okay? Samo prisluhnite joku otroka. Notri vas čaka sporočilo. Vse vam bo povedal, kaj želi, kaj narediti. Sprostite se, ni življenje resno, ne, ni težko, ni borba, je reka, ki teče. In ko pridete do ovire, do otroškega joka, pogovora, tečnobe, ko vam gre na živce, ali pa bilo kjer človek, ali pa jaz, je to v vas samih in takrat ste oropani spoznanj višjih svetov. Zdaj se bomo pa naučili slišati, poslušati preko drugih ljudi, rastlin, živali, kamenja, kaj nosimo v sebi. Naučili se bomo poslušati in slišati sami sebe. Kdaj se lahko slišimo, kdaj bomo jasno videli, slišali, čutili sporočilo, ki je namenjeno nam, preko živali, rastlin, kamenja in preko drugih ljudi, takrat, ko bomo spustili vse kritike, vse sodbe, vsa svoja prepričanja, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je prav, kaj je narobe, kaj bi se moglo, kaj se ne bi moglo, kaj je pravično, kaj ni pravično. Kdo je v redu, kdo ni v redu, kdo je lep, kdo je grd. Spuste. Zdajle, tale trenutek lahko spustite. Lahko traja celo življenje, da se človeku odprejo oči, zadostuje pa trenutek, da vidi. Spuste in videli boste. Samo spuste, zbudite se in vam bo vse razodeto. V vsaki zunanji pojavnosti izven vas, ko se boste zlili v sebe, kdo v resnici ste, vas čaka sporočilo iz višjih svetov, kjer tudi vi ste, ker niste na zemlji, niste tu, kjer mislite, da ste, ker je to iluzija, to samo sanjate, ste tam gor, v čisti svetlobi,
kjer je notranji mir in ljubezen. In če se želite slišati in delovati v tej iluziji, v teh sanjah, ki jih sanjate, rabite biti povezani s sabo tam gor, ne s sabo tu dol. Ker od tam gor vas čaka vse, kar si želite, v narekovajih tudi tu dol. Ok, se pravi vse želje, vse sanje, vso zdravje, vse vam je dano, če boste delovali od odzgori dol, oziroma ne delujete več od odzgori dol, ker ste ves čas gor, v tej svetlobi, v tem, ko samo si, samo tam ste. In ko ste sam tam povezani s tem, kar ste, ker to ste, vam bo tudi življenje v tej iluziji lepo, bogato, polno, radostno, mirno, prežeto ljubeznijo in resnico. Ok. Se pa lahko počasi očke odprete, nežni boste do sebe, brez kritik in sodb. Vsaka kritika in sodba do sebe, vsaka krivda, ki jo občutite do sebe, ni resnična in oropani ste spoznanja višjih svetov, ker se zablokirate za pretok življenjske energije. Mi gre kar na jok v spoznanju, da smo danes zelo veliko naredili, da smo se zelo odprli. Hvala vam, srčki moji zlati, da ste se odprli. Poslušajte mogoče ta video večkrat, danes bo tudi na YouTubeu, kjer vam bo ostal. Delite ga še s kom drugim. Rada vas imam. Zadihite, spustite sodbe, spustite strahove. Če pa imate karkoli, pa pejte točno tja, kjer vas je strah, in se potopite v to noter, poglobite in začutite, da je tudi strah ful lep, da je bolečina ful lepa, da je žalost ful lepa. Ok, in ko boste to začutili, bo vse to zginilo iz vašega življenja. Postanite mojster vašega življenja, svetnik vašega življenja in trenirajte 100% kontrolo nad mislimi in čustvi. Tisti, ko me spremljate, ko ste z menoj, ste pripravljeni na to. Drugače danes ne bi vam prenašala tega sporočila. Ok, pripravljeni ste, da gremo globje, da gremo v to, kar smo. Verjetno sem še kaj pozabila, ampak ne bo to dovolj za danes. Se vidimo v Bohinju, ker bomo šli še globje. Rezervirane samo za tiste, ki resnično občutite željo potem, da dosežete notranji mir in ljubezen in da dosežete to spoznanje, kdo v resnici ste. Ok, prijave samo še do petka. Imate gor link, lahko mi na mail pišete planetLjubezni@gmail.com ali pa na Messenger. Ostanite v miru, sami s seboj. Pa.